Urška, najprej me zanima, kaj počne People and Culture Specialist and Transformation Lead? Ja, v bistvu delam v farmacevtskem podjetju Roche, in ta, bom rekla, naziv izhaja tako iz nekih globalnih smernic mame. V bistvu po slovensko enostavno pa to pomeni, da sem HR specialist, se pravi, da podpiram procese, nekatere procese kadrovanja v podjetju, in na drugi strani skrbim za proces transformacije. Ko govorimo o transformaciji, mislimo o transformaciji mindseta, behaviorsov, procesov, strukture, vse z namenom, da se na kar se da agilen možen način prilagodimo hitrim spremembam. Kako to, da se kot pravnica toliko ukvarjaš z ljudmi, si tudi aktivna humanitarka? Pravo ljudi. Ja, mislim, vse to načeloma je kar dobro povezano, Jaz sem bila skozi osnovno šolo zelo takšna polna nekih idealov, in potem sem se pri 19 letih priključila v klubu Mavrica v Celju, in takrat sem jaz spoznala, da je moje poslanstvo dejansko delati dobro za ljudi, skrbeti za ljudi. In se mi zdi najbolj logično, da grem študirati pravo, ker se mi je zdel to dober vzvod. Pol pa tekom študija sem spoznala, da mogoče pa pravo ni točno to, kar sem si jaz zamislila, da je preveč ozko in usmerjeno in čeprav je zelo širok pojem, ampak sem si želela nekega drugega doprinosa k ljudem, in sem to našla, hvala Bogu, v svojem poklicu. Pred kakšne izzive pa je tebe postavila trenutna pandemija koronavirusa? Meni se zdi, da je super, da se je Zemlja malo odpočila od našega pohlepa. To se mi zdi res krasno. Super se mi zdi, da smo prevetrili malo svoje vrednote, Zdravje je postavljeno na prvo mesto kot glavno vrednoto, kar je zares pomembno, in to vidimo šele takrat, ko se nam zgodijo takšne stvari ali pa zbolimo, bog ne daj. Načeloma mi je pa zelo pomembno, da ohranjamo neko solidarnost, odgovornost zase in za druge s svojimi dejanji. Izzivi pa seveda tako kot vsi ostali, Kako hitro odreagirati na to spremembo, kaj je ljudem pomembno, jim ponuditi podporo in skozi preverjati, ali so okej. Kakšen je zate lider prihodnosti? Mislim, da novodobni vodja mora delati na transparentnosti, na zaupanju, na povezovanju različnih ekip, mora imeti jasen namen in vizijo in jo mora konstantno komunicirati. In mora imeti eno tako integriteto, avtentičnost, da ljudje njemu sledijo in verjamejo, oziroma njej. Urška, v sklopu skupine MGM Young Professionals za družbeno odgovornost si se lotila tudi projekta Bodi Buddy. A nam lahko v 3 stavkih poveš, zakaj se gre? Gre predvsem za to, da mi, odgovorni posamezniki 10. generacije in vseh naslednjih generacij za nami, ki prihajajo, svoje znanje, svojo strast, svoje okolje in sebe pravzaprav prenesejo na generacijo posameznikov, otrok, mladostnikov, ki pa mogoče ne odraščajo ob takšnih priložnostih kot mi, nimajo socialne mreže, družine so v pogosto slabih socialnih razmerah in mogoče ni toliko te vzpodbude za posameznika. Urška, hvala. Prosim.